za Boga, ampak tudi za potrebe in stiske ljudi. Ne moramo namreč rado ljubiti Boga, če nimamo v srcu tudi ljubezni do bližnjih. Ker je bila Marija povsem odprta za Boga, zato je znala biti odprta tudi za svoje bližnje. Ko je slišala, da njena že priletna sorodnica Elizabeta pričakuje otroka, je takoj uvidela, da potrebuje pomoč. Brez oklevanja je hitro vstala in šla v gore, da bi pomagala. Ni bilo potrebno prositi, prositi je pomoči. Sama je uvidela stisko bližnjega in je takoj ukrepala. Podobno je tudi pozneje v Kani Galilejski izprosila čudež obnovitve vina. Enako v skupnosti prve cerkve, ko je skupaj z apostoli molila za prihod celega Boga. In svojo velikodušno pomoč izkazuje ljudem tudi sedaj kot naša nevešna mati. Marija s tem svojim zgledom tudi nas uči ljubezni do ljudi. Odkar se je Bog po Mariji človečil, odkar je nebitni si privzel človeški obraz z njenimi potezami, tedaj dalje tudi naša pot do Boga vodi preko ljudi. To je odločno poudaril Jezus sam, ko je dejal, kar ste storili kateremu mojim najmanjšim bratom, ste meni storili. Tretja pot, na katero nas vabi Marija, je pot vere. Blagor jih je